Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji na televiziji Celje. V današnji se ustavimo v Muzeju novejše zgodovine Celje, oziroma natančneje iz Muzeja novejše zgodovine Celje se v našem studiu ustavi Katja Pur, s katero predstaviva, kaj predstavljajo v tem mesecu in še pomembneje v mesecu kulture, mesecu februarju. Pa kar prisluhnimo. Tako zdaj pa ob sebi pozdravljam malo prej napovedano gostjo današnje tedenske izdaje, to je Katja Pur iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Katja, živijo, lep pozdrav. Pozdravljen. Ja, nazadnje sva se družila ob koncu preteklega leta, ko sva takole malce se spominjala, kakšno je bilo leto 2023 in takrat sva tudi rekla, da pa se v novem letu spet srečava in napoveva, kaj v muzeju pripravljate pač v novem letu. Zdaj je tule zima v polnem zamahu, prihaja kulturni mesec, tudi mesec, vaš mesec, pa bi malce predstavila tele bližnje dogodke in tudi neke stalne projekte, s katerimi se ukvarjate v muzeju oziroma so večletni. Pa bi začela kar z aktualnimi dogodki. Jutri že ena zanimiva delavnica o razstavi, ki smo jo, če se ne motim, tudi omenjali v naših oddajah. Stran pa ne bomo metali. Pa dej mogoče, Katja, bi mogoče spomnila na začetku malce, zakaj je sploh šlo pri tej razstavi oziroma kakšen je koncept in kaj se bo dogajalo na delavnici. Torej tako, tu je naša občasna razstava, ki jo zdaj peljemo že več kot pol leta, je že z nami. Počasi z njo zaključujemo. To je taka zelo proaktivna razstava, ki govori o odpadkih. Torej, kaj vse odpadki so, kaj se z njimi počne, kaj mi počnemo, pa morda ne bi bilo treba, da počnemo, kako bi lahko kakšen odpadek tudi drugače uporabili. Skratka, taka razstava, ki nam da misliti. Je pa pred nami, kot rečeno, torej jutri še zadnji tak, recimo, dogodek pred zaprtjem te razstave in sicer delavnica odstranjevanja digitalnih odpadkov. Ker odpadek v resnici ni samo tisto, kar pač mi zmučkamo in vržemo v smeti. Ponavadi ljudje imajo v mislih embalažo. Ja, tako, ampak niso samo to. Smeti že, odpadki pa ne. Torej, odpadki so lahko tudi vse kaj drugega in tudi digitalni odpadki so lahko. Zato smo se mi v navezi z Ekologi brez meja dogovorili in pripravili to že omenjeno delavnico jutri popoldne, torej ob 5. v muzeju, na kateri boste lahko svojih elektronskih naprav, se pravi svojih telefonov, torej mobilnih, tablic, prenosnikov, skratka iz teh elektronskih zadev odstranili odvečne odpadke, ki jih imamo vsi. Da mogoče opomniva, seveda, ker je to tudi v vašem muzeju in je tam Hermanov Berlog, vas mnogi povezuje samo z otroki, ampak ta razstava je za vse generacije. Za vse generacije. Torej ni delavnica samo, tako kot bi človek pomislil, mogoče za otroke. Ne, bolj za odrasle, bom rekla. Ampak ne bo škodilo, da so tudi otroci. Se pravi, vsi, ki uporabljamo elektronske naprave, no to smo pa vsi. Ja, tako je. Tako da res vabljeni vsi, da se naučimo kakšno novo stvar, kako ravnati. Seveda, brez tega seveda ne gre, ampak je pa prav, da tudi za te naprave skrbimo tako, da so okolju čim bolj prijazne. Se strinjam, seveda. In če bo to prenašalo vse, to sem želel prereči še na mlajše rodove. Tako, še toliko bolje. No, zdaj pa, ker sva že nakazala, da ste pa vendarle tudi, če se ne motim, še vedno edini otroški muzej. Pri nas pa lahko nakaževa že nekaj februarja, tik pred praznikom, nova občasna gostujoča razstava. Tako, drži. Tako, Katja, več pa kar. Torej, v teh dneh je naš edini otroški muzej v Sloveniji, Hermanov Berlog, zaprt, ker se intenzivno pripravljamo na nove vsebine. In kot si rekel, na predvečer kulturnega praznika, se pravi 7. februarja, bomo otvorili novo, občasno gostujočo razstavo, ki jo pripravljamo skupaj z muzeji Hrvaškega Zagorja, natančneje z muzejem Krapinskega neandertalca.
In kot sem že napovedala tudi na zadnji, ko smo se pogovarjala, torej Hermanu v goste prihaja krapinski pračlovek. Aha, ok, torej bo združitev pračloveka in lisjaka. Tako, kaj bosta ta dva skupaj ušpičila, ne, bomo videli. Je pa res, torej gre za tako razstavo, ki jo s kolegi iz torej Hrvaške pripravljamo. Nas bo pa naučila vsega, kar moramo vedeti o krapinskem neandertalcu. Namreč, kot je verjetno znano, v Krapini oziroma v bližini se nahaja v bistvu največje nahajališče neandertalca v Evropi, tako da bo zagotovo zanimivo. Bo pa ta razstava z nami v Otroškem muzeju še skozi vso pomlad in do konca poletja. Tako da priložnosti za obisk mislim, da bo dovolj. Bo dovolj, tako. No, se ta muzej tu v Krapini, mislim, da je na naše območje še poznajo ljudje, ker dobro, ker je relativno blizu. Tako, in zdaj bo pač ne bo treba v Krapino, ampak bo prišel. Lahko pridete kar k nam. Tako, pračlovek pride v muzej. Torej se predstaviti otrokom in mladini. In tudi tokrat zopet pa lahko v obratni smeri tudi za starše. Tudi za starše, seveda. No, fino. No, potem pa, če sva že na predvečer kulturnega praznika, pa si pripričan, da v ustanovi, kot je muzej, ne boste zignorirali tudi naslednji dan. Ne, nikakor ne. To je seveda naš osrednji praznik v letu. Torej kulturni praznik, 8. februar, kot vsako leto, tudi letos muzej brezplačno odpira vrata za ogled vseh naših vsebin, ki so oziroma bodo takrat na ogled, se pravi vse stalne, vse občasne razstave. Tudi svežo odprto, en dan prej. Tudi sveža, torej tudi krapinski pračlovek, ne? In pa seveda vse ostalo, torej naše stalne vsebine, razstava v Celju v 20. stoletju, potem tudi ti naši dve dislocirani enoti, se pravi stekleni fotografski atelje bo prav tako odprt v času torej od 9. do 13. ure, muzej sicer potem še naprej do 17. se pravi do 5. popoldne. Potem pa bo tudi, imamo še pa eno dislocirano enoto in sicer to je Stari Piskar. Zdaj tam sicer glede na to, da je to še vedno delujoči zapor, vrat na Stražoj ne bomo odprli, to bi bilo malo nerodno. Dan odprtih vrat zaporov se narobe sliši. Ne, to ne bi bilo. Bomo pa pripravili dve brezplačni vodenji po spominskem prostoru v Starem Piskaru. Eno ob 10. dopoldne, drugo ob 15. uri popoldne. Tako da lahko torej tisti, ki bi želeli obiskati prostor spomina na žrtve nacifašizma, torej vabljeni takrat, kakšnih posebnih najav za udeležbo na vodenju ni potrebno, tako da pač lahko pač kar pridete in bomo šli torej na ogled zapora, tako rekoč. Pa še nekaj velja tudi posebej omeniti ob kulturnem prazniku, sva že govorila ob naši občasni razstavi, stran pa ne bomo metali. Rekla sem že tudi, da je v bistvu tik pred zaprtjem, in ta dan D se bo zgodil 8. februarja ravno. Torej to je zadnji dan, ko bo razstava še odprta in za zaključek, za finale pred koncem, 1 uro pred zaprtjem razstave, se pravi ob 4. popoldne, še zadnjo vodenje po razstavi na kulturni praznik. In potem je pospraviti, ampak stran je pa ne boste. Stran pa ne bomo metali. Mimogrede, ta razstava je narejena v bistvu iz recikliranih materialov in je tudi taka, vse, kar se je pač torej na razstavi uporabilo, nič od tega ne gre v smeti. Vse se še lahko uporabi v prihodnje. Tako da res. Tako. Bil bi zgrešen, verjetno namen, da bi več kot pol leta pridigali, potem bi pa zabrisali vse v smeti. Ne, res, mislim, to je kar ena taka posebnost, tudi v recimo slovenskem muzejskem prostoru ni običajno, da bi se razstave postavljale na tak način, tako da v bistvu gre za tudi muzeološko, za en zelo inovativen pristop pri tej razstavi. Katja, torej pestro seveda tudi ob kulturnem dnevu, tudi mesec februar dobiva tudi naziv kulturni mesec in ko se vrge oko na koledar, seveda je
izstopal en datum, ne? Tisti, ki ga ne vidimo ravno pogosto na koledarju, in mi je bilo tudi všeč oziroma zanimivo, da ste se tudi sami odločili, da ga boste uporabili. Če ne veste, kaj govorim, seveda 29. februar, letos je prestopno leto in v muzeju pripravljate ravno na 29. odprtje nove razstave. Tako, to bo pa zdaj tak res poseben dan, ne? Ker se zgodi enkrat na 4 leta. No, in mi smo res izbrali torej 29. februar za odprtje nove razstave občasne, ki bo torej nadomestila to že omenjeno stran, pa ne bomo metali. To je razstava, ki jo pripravljamo skupaj z mestno občino Celje, z Avstrijskim kulturnim forumom in z mestom Dunaj. Govori pa o dunajski socialni gradnji, torej o dunajski gradnji socialnih stanovanj. Verjetno je že malo znano, no, kar pa še ni tako zelo aktualna tema. Se mi zdi, da bo res kar nekako sedla, no, v ta čas, v katerem smo. Videli, kaj se je zdaj v 150 letih zgodilo ali koliko? Ja, že več kot stoletje, no, pravzaprav ima Dunaj, ne, tradicijo gradnje teh socialnih sosesk, stanovanj. Gre za en tak res precej edinstven ali pa recimo eno edinstveno politiko, no, v evropskem prostoru, in vse to, kar oni počnejo zdaj že kar nekaj časa, se bo predstavilo na tej razstavi. Tako da verjamem, da bo zanimiva širšemu krogu ljudi. Ob razstavi bomo organizirali tudi dosti nekih okroglih miz, projekcij različnih filmov, pogovorov in podobnega, tako da bo ne samo torej predstavile, kaj počnejo oni, ampak hkrati morda bi bilo dobro, ne, morda, da dobimo tudi kakšno idejo, ki bi jo lahko potem implementirali recimo tudi v naše lokalno okolje. Ne. Načeloma gre za dobre prakse in zakaj jih ne bi uporabili tudi tukaj. Ne. Tako. Na razstavi v teoriji, če bo pa praksa, tako, je pa odvisno od vašega partnerja pri razstavi, ne, če se malce pošalimo. Tako. Zanimivo, torej ja, pester konec januarja in februarja v Muzeju novejše zgodovine Celje. Omenila si dislocirane enote, ne, pa bi mogoče zdaj še malo o tej temi. Galerija Božena in Fotoatelje Pelikan sta tudi delujeta pod okriljem Muzeja novejše zgodovine Celje. V preteklem letu smo veliko poročali o obnovi oziroma zaključku določenih del, pa bi mogoče zdaj malo nakazala in predstavila, kaj pa se v tistih prostorih ima zgoditi. In to zelo kmalu, zdaj pa res mi zdi, da že kar nekaj časa napovedujemo, ampak zdaj smo pa že res skoraj da čisto na cilju. Imamo že celo datum, torej 25. april letos bo se zgodilo. Torej zgodilo se pa bo, da se bo celotna fotohiša Pelikan odprla. Vse to, kar smo zdaj obnavljali kar nekaj let, šlo je za res tak zelo konkreten gradbeni poseg, muzeološki poseg, kulturološki poseg. No, vse to se zdaj počasi zaključuje in kot rečeno, konec aprila bo celotna hiša, torej nekdanja Pelikanova stanovanjska hiša, ne, danes temu rečemo fotohiša Pelikan, s pripadajočim steklenim ateljejem, ki se ga je moče že zdaj ugledati, z to galerijo Božena, ki je že tudi, ne, jo lahko že zdaj obiščete. Skratka, vse to bo skupaj z električnim fotografskim studijem in stanovanjem meščanskim dobilo eno tako zaključeno podobo, eno celoto bomo vse to povezali in bo to zagotovo nekaj, kar Celje seveda do zdaj še ni imelo, pa ne samo Celje, pravzaprav tudi na slovenskem prostoru česa takega ni. Tako da se zares zelo veselimo, da se bo končno zgodilo. No, tako. Torej, fotoatelje Pelikan. Katja, mogoče pa še tole. Omenila sva torej zdaj v te prve recimo 4 mesece, kaj pa nek celoletni, je kakšen načrt še potem za drugo polovico leta, o katerem se že zdaj recimo pogovarjate in bi lahko že nakazala tudi. Zagotovo ogromno se bo delalo potem, ko bo že hiša, ne, fotohiša odprta, se pravi na vsebinah fotohiše Pelikan, pa še nekaj se smo že tudi mogoče prej, no, če je bil kdo pozoren, nakazala, torej razstava v otroškem muzeju bo do konca poletja. Tako.
Jeseni pa odpiramo že naslednjo razstavo v Otroškem muzeju. Ta pa ne bo gostujoča, bo sicer občasna, kot vse, no, kar imamo, ne, v Otroškem muzeju, ampak bo pa torej naša lastna. Govorila bo o, to je že sicer tako zelo abstraktno, morda sliši, no, o človeku, o meni, o tebi, skratka, o ljudeh, o osebah, o podobi človeka, no, taka malo antropološka. Aha, ok, torej človek. Človek, človeku, recimo človek, tako. Ja. Zanimivo. Ja. Mogoče to potrebujemo. Zagotovo velja razmislek, ne, o človeku, sočloveku, ja, tudi že pri mlajših generacijah. Ja, tako v preteklosti so ponovadi obrati k človeku pomenili tudi nek napredek družbeni. No. Ali pa ne, no. Zdaj to ne bova preveč filozofirala. No, namen Otroškega muzeja je že tak, ne, da tudi mlade obiskovalce ne samo uči o dediščini, torej o preteklih obdobjih in zadevah, ampak da opozarja tudi na sedanjost oziroma gleda v prihodnost. No tako, in to je tudi eno izmed poslanstv praktično muzeja. Tako, zagotovo. Tako. Tako. Katja, najlepša hvala za tale izčrpen pogovor. Predstavila sva zdaj, kaj se bo dogajalo v Muzeju novejše zgodovine Celje. Zdaj veste, zdaj je pestro že konec januarja, začetku februarja, vabljeni na ogled kakšne izmed novih razstav, lahko popeljete tam tudi svojega otroka in se sami odločite za kakšno družinski izlet. Tudi počitnice bodo, ne? No, to pa lahko, tudi počitnice bodo v februarju, zaslužene, ne, se verjamem, da jih že pričakujejo šolarji. In takrat bo torej razstava Krapinskega pračloveka še precej sveža, tako da bodo, verjamem si jo, z veseljem prišli ogledati. Bomo pa pripravili tudi nekaj ustvarjalnih delavnic na to temo, vodenj po razstavi, takih interaktivnih vodenj seveda, pripovedovalskih dogodkov, skratka, no, tako da se bo dogajalo. Kot vedno pripravite, ne, vendarle, ko imajo otroci počitnice, jih v muzeju nimate. Ne, takrat ne. Se pa vsi ti dogodki, torej jim lahko sledite na naših spletnih straneh ali socialnih omrežjih in podobno. Tako. Katja, najlepša hvala. Hvala tudi tebi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Espresso? Dvojni.
tak hit? Centralka. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. To je bila še ena tedenska izdaja. Hvala lepa za vašo pozornost. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnjo sredo, ko bomo govorili o dnevih komedije iz gledališča Celje. Bodo prišli in predstavili, kaj bodo pripravili na letošnjih dnevih komedije. Ustavili pa bi se naj tudi v Tehnoparku Celje. Za več podrobnosti boste morali biti z nami prihodnjo sredo. Bodite. Do takrat pa lepo zdrav in srečno.